Kaj so pasti naših interpretacij oziroma zgodb, ki si jih pripovedujemo, oziroma kaj so pasti tega našega notranjega sanjanja in kakšen ima to vpliv na naše doživljanje življenja. Dostikrat so naše interpretacije obarvane z našimi občutki, se pravi, ko si nekaj razlagamo, ko smo v nekem tem notranjem miselnem toku, se mi zdi fajn, zanimivo večkrat preveriti vmes, kako se jaz takrat počutim, kakšen občutek je prisoten in a ta moja zgodba, ta moj način razmišljanja podpira katere potrebe, se pravi, katere potrebe skušam zadovoljiti s tem, ko razmišljam, sanjam na način, kot razmišljam. Po drugi strani se mi zdi pa zelo pomembno sidranje v jasne observacije in konkreten primer je tle Rajko, da si tle domišljam, kaj si neka druga oseba misli o meni, ja, in si nekaj razlagam po svoje, raje se postavim pač v to, se usidram v to dejansko situacijo, ker sem, v dejansko observacijo dejanskega trenutka in mogoče to osebo dejansko ogovorim ali jih pokličem ali stopim do njih in jih vprašam, kako se mogoče počutijo do mene, kako so. Na ta način bomo dobili dosti bolj jasne odgovore.